PUK TV, popolnoma uravnotežen program. Bogdaj, v stranki Keson, se pravi kamionarsko-ekskluzivni stranki omejenega nakladanja, verjamemo, da če vsi skupaj potegnemo, se še tako težka situacija more premakniti. Zdaj, zakaj omejeno nakladanje? Ker ne verjamemo v besede, ampak v dejanja. Prehite me kdaj po desni, pa vam bom vse razložil sam z ročno signalizacijo. Ne rabimo mi veliko besed. Zdaj, zakaj smo šli v politiko? Glejte, tako kot ima kamion maksimalno nosilnost, ima tudi človek eno mejo, do kam bo še prenašal stvari. In mi smo čez to mejo šli, kar šlepar čez dolgo vas. Počas, ampak zihar. Naša država je kot, rekel, nedelujoč logistični center. Vsi sam nakladali, amben pa ne furu zadev. En mora tudi peljati stvari, drugače šli, ne? In pri nas jih peljajo ljudje z izpitom B kategorije in idejami Ž kategorije. Pa vsi se sam pogovarjajo pa o tem, pa bomo furali po levo, bomo furali po desno, pa no nekrat, no. Pa vsaka je kdaj po Sloveniji vozil kamion, ve, da je treba peljati po vseh pasovih naenkrat. Pa še to ste nam zdaj vzeli. Zdaj se moramo ob stran držati, pa nič prehtevati. Ko opozicija. Ko zadnji mesec pogledaš slovensko avtocesto, sploh več ne veš, v kjer držav si. Včasih smel skozi 2 kamiona lepo pred sabo in so imeli šoferji cajt našo prelepo pokrajino občudovati. Zdaj pa vsi sam drvijo po vsej avtocesti. To je hud udarc za slovenski turizem in to, ko bomo zmagali, bomo uvedli obvezno prehtevanje tovornjakov nad 5 ton. Ni to edina nepravičnost, kar se nam je zdaj zgodilo v zadnjem cajtu. Zdaj so nam omejili, da lahko na črpalkah stojimo največ 25 ur. Kaj je to? A vi lahko spite v službi, mi pa ne. Dajmo biti ljudje. V redu. Pa skozi poslušamo, kako kamioni uničujejo ceste. Ja, seveda. Mi smo zdaj krivi, da gre od milijona, ki ga date za cesto, 20% enemu, pa 20% drugemu, pol tretjemu, pa se pa vsi čudijo, kaj je asfalta to, kot so ga s Čopičem današali, no. Ja, ne veš, da se peljaš po cesti ali pa posveže zoran njiv, no. Ampak, seveda, kriv je pa kamionar na koncu, ne. Sej, če ni Celjanov na cesto, pa Italijani krivi za gužvo, ne. Če ni Italijan, je pa pol kamionar na koncu. Ljudje moramo preseči te delitve. Vsi smo skupaj v tej koloni. Sicer pa, mi nismo novinci v političnem področju, glej, v Sloveniji. Že nekaj časa smo tudi v politiki. Mislim, se veste, kako se delijo tovornjaki po velikosti, odkar dostavljajo zaščitno opremo, ne? Unka potegne do 5 ton, unka potegne do 2 toni, pa unka potegne tonina. Ja, to, kar folk pravi, da ta tonina v kamionar ni nikoli obstajal. To ni res. Vsi ga poznamo. Nevidni Mare, 30 let že voz. Enkrat ga še ni radar ujel. Zdaj mim grede, tonina je tudi una nova mera za težo. 10 palet nevidnih mask, en tonin. Ampak dobro, pustimo to. V glavnem volite, Keson, mi smo demokratični, ker smo vajeni vključevanja na avtocesti in drugače. Znamo potegant, če lahko zvlečemo 12 ton ribih konzerv iz Izole, to dobajamo pa tudi Slovenijo v svetlo prihodnost. In imamo inercijo, počas se zaštartamo, ampak pol, ko pa gre, nas pa več ne ustavi, tudi vaš avto ne. Glasujte za Keson, stranko s težo. Hvala. Evo, zdaj moram iti, imam furo. Se mi malo mudi, kam mlek pelam, razen če v gužva na me, pa bom kefir pel, ampak šibamo. Ej, pst, če si subscriben, si varen pred 5G. Res? Sam računalnik moš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, ni frke.